Naivni opisujejo palestinsko upravo kot partnerja za mir. Kaj pa se zgodi, ko nekateri njeni visoki uradniki zanikajo zgodovinsko povezavo judovskega naroda z deželo Izrael? Oglejte si ta posnetek. Izrael je v svojem nastanku izjema. Je izjema med vsemi državami sveta. Ljudstvo je obstajalo pred državo in ljudstvo je ustanovilo državo. Zato se je družba začela z družino, nato pa se je razvila v plemena in narode. Vsak narod si je izbral svoj politični sistem in politični sistemi so se razvijali, razen v Izraelu. Politični sistem je bil določen v drugih državah, v Združenih državah Amerike in v Veliki Britaniji, nato pa so ga prinesli sem. Potem se je začelo iskanje naroda. Kako pa bi sicer bila vsa Izrael sestavljena iz priseljencev? Dobrodošli nazaj v Judea Ketten. Sem Josh Heston. Ta posnetek je prikazal višje predstavnike Fataha, ki zanikajo judovsko povezavo z deželo Izrael, trditev, za katero Palestinian Media Watch pravi, da je del širše kampanje za izbris judovske zgodovine in zavračanje legitimnosti Izraela. Poglejmo si še eno. Ta okupator, ki poskuša vsiliti to dejansko stanje palestinskemu prebivalcu, da bi to deželo in ta območja naredil za okolje, ki odvrača tega prebivalca, da bi zamenjal tega avtohtonega prebivalca, ki je svojo zemljo podedoval iz roda v rod, tega palestinskega Kananca, ki je tu že stotine in tisoče let. Njegove korenine segajo globoko v to zemljo, da bi ga zamenjali s čredami in skupinami naseljencev, za katere nihče ne ve, od kod so prišli, saj so prišli z vseh koncev sveta. Rutina in ena. Po poročanju Palestinian Media Watch skoraj ne mine dan, da palestinski uradniki ne bi mediji ali javne osebnosti zanikali judovske zgodovinske vezi z Izraelom in prikazovali državo kot tuji kolonialni projekt. Izrael je v palestinskem diskurzu pogosto opisan kot, citiram, vsajena cionistična entiteta ali izraelska cionistična kolonija, medtem ko so zahodne države, zlasti Velika Britanija, obtožene, da so ustvarile Izrael zaradi svojih lastnih interesov. Obtožbe segajo od tega, da je bil Izrael ustanovljen, da bi odstranili evropski judovski problem za nadzor nad bližnjevzhodnimi viri ali da bi preprečili arabsko enotnost. Vendar PMV pravi, da ta sporočila služijo dvema namenoma: zanikanju pravice Izraela do obstoja in upravičevanju nasilja in terorizma nad Izraelci in Judi. Organizacija pravi, da izpodbijanje teh trditev ni povezano samo z zgodovino, ampak tudi s soočanjem z narativi, ki se uporabljajo za spodbujanje sovražnosti do judovske države. PMW ima še veliko več takšnih videoposnetkov. In zakaj je vse to tako pomembno? Ker takšne izjave opravičujejo nasilje in terorizem. Če Judi nimajo zgodovine v tej regiji, kaj potem sploh počnejo tukaj? Če so tukaj nezakonito, brez kakršnekoli osnove, je torej upravičeno, da jih izženejo ali celo ubijejo. In to je težava s takšnimi komentarji. Spomnimo se, da to ne prihaja od Hamasa. To prihaja od PA, naših tako imenovanih mirovnih partnerjev. Koliko let bomo še sedeli križem rok, medtem ko PA spodbuja nasilje in še naprej izvaja svoj program plačevanja za ubijanje, v katerem so teroristi in njihove družine plačani za umore Judov? Kdaj bo res dovolj? Imam vprašanja in računam na naše voditelje, da bodo dali odgovore. Nadaljujemo. Izraelska mati je prejšnji četrtek za las ušla poskusu linča, potem ko je po pomoti zapeljala v mesto Dženin pod nadzorom PA v severni Samariji. Po navedbah izraelskih oblasti je ženska po nesreči vstopila v mesto, kjer je njeno vozilo hitro obkrožila sovražna arabska množica. Na družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek, ki prikazuje, kako se na avtomobil zgrinja več deset Arabcev, medtem ko se je situacija hitro zaostrovala. Izraelske varnostne sile so žensko rešile in jo varno vrnile na območje pod izraelskim nadzorom. Ni bilo poročil, da bi utrpela hujše poškodbe, vendar, kot lahko vidite, je bil njen avto popolnoma razbit. Dogodek je ponovno vzbudil zaskrbljenost zaradi nevarnosti, s katerimi se Izraelci soočajo ob vstopu na območja pod nadzorom palestinske uprave. Po izraelski zakonodaji je izraelskim državljanom prepovedan vstop na območje A zaradi velikih varnostnih tveganj. Kot odziv na incident je vodja regionalnega sveta Binjamin in predsednik sveta Ješua Izrael Gantz dejal: "Nekoč so nam govorili, da so to le osamljeni posamezniki. 7. oktobra nam je ta iluzija eksplodirala pred očmi. Današnji poskus linča v Dženinu je še en opomnik, da nas Arabci v Judeji in Samariji prav tako želijo uničiti. Čas je, da se prebudimo." Naslednji 7. oktober je že pred našimi vrati.
In končno, ta dogodek odpira zaskrbljujoče vprašanje. Kakšna družba dopušča, da nekdo skoraj izgubi življenje samo zato, ker je zavil v napačno smer? V mnogih delih sveta obstajajo nevarne soseske, vendar je bilo to nekaj drugega. To ni bil rop ali naključno ulični zločin. V tem primeru je izraelska mati s svojim otrokom po nesreči vstopila v napačno mesto in naletela na nasilno množico. Preprosta navigacijska napaka je skoraj postala usoden dogodek. Nihče ne bi smel biti v nevarnosti linča zaradi napačnega zavoja. Za mnoge Izraelce je današnji dogodek še en opomnik na varnostne razmere, s katerimi se soočajo, in na globoko sovraštvo, ki lahko izbruhne zgolj zato, ker je Izraelec zašel na napačen kraj. Gremo naprej. Pozorno spremljajte naslednjo novico. Ami Bodbo iz JNS je ta teden poročal, da je poslanka stranke Jesh Atid Debbie Beaton dejala, da bi podprla ponovno naselitev delov Gaze in ponovno vzpostavitev Guška Tifa, pod pogojem, da so skupnosti ustanovljene zakonito. Dejala je, če so ti deli Gaze lahko naši, naj bodo naši. Prej so delovali kot blok in to mi je v redu. Ampak če podpišemo sporazume, jih moramo spoštovati. Z drugimi besedami, tukaj imate članico opozicije v Knesetu, ki pravi, da bi podprla, če bi se Izrael vrnil k ustanavljanju zakonitih judovskih skupnosti v Gazi. Zdaj, spomnimo se, to ni član Likuda, ki daje te komentarje, niti član stranke ministra Smotriča ali stranke Ben Gvirja. To je nekdo iz stranke Jesh Atid. Morda jih želite imenovati sredinska stranka ali levičarska stranka. Kakorkoli že, mislim, da čeprav bi nekateri to šteli za majhno novico, mislim, da bi to lahko bilo nekaj velikega. Predstavljajte si, če bi vsa stranka Jesh Atid ali nekateri drugi poslanci v opoziciji odločili, da bodo podprli obnovo judovskih skupnosti v Guška Tifu. Spomnite se, leta 2005 je vlada države Izrael izselila približno 9000 Judov iz njihovih domov in predala ključe palestinski upravi. V samo 2 letih je Hamas prevzel nadzor nad Gazo. Obstaja neposredna povezava med izgonem judovskega življenja iz Gaze in pokolom 7. oktobra. Brez izraelskih skupnosti tam in brez vojakov tam, ki bi bili fizično prisotni, Hamas je imel ves ta čas, da je zgradil svoj arzenal raket in izstrelkov ter izkopal svoje teroristične predore. In to je največja razlika med Gazo ter Judejo in Samarijo, kjer lahko vojaki IDF izvajajo protiteroristične operacije vsako noč. Po mojem mnenju je vrnitev v Gazo nujna, če resnično želimo zagotoviti svojo varnost za prihodnja leta in preprečiti, da bi Hamas ponovno zgradil svoj arzenal. Poleg tega imamo seveda zgodovinske judovske vezi s tem območjem. Dejstvo, da smo ga ponovno osvojili v obrambni vojni za preživetje leta 1967, pa nam daje legitimnost, da smo tam. Sanjamo dnevu, ko bodo Judje lahko znova hodili na nekoč čudovite plaže Guška Tifa in tam ponovno vzpostavili neverjetne kmetije in skupnosti. Medtem pa, odlično je, da je poslanec Beaton dal te pripombe kot možen korak naprej k velikim stvarem, ki prihajajo. Torej, to je bila Gaza in hkrati nekdanja judovska skupnost v severni Samariji napreduje proti ponovni izgradnji. Ponovno. 21 let, potem ko je bila evakuirana med izraelskim umikom leta 2005, prve stanovanjske prikolice so ta teden prispele v Kadim. Eno od tistih 4 skupnosti, ki so bile odstranjene kot del tega načrta. To se dogaja še pred pričakovanim prihodom prvih skupin družin, predvsem iz Tel Aviva in osrednjega Izraela, ki so se pripravljali na ustanovitev nove skupnosti na tem mestu. Infrastrukturna dela so že bila zaključena, vključno s cestami, elektriko, vodo in kanalizacijskimi sistemi za pripravo javnih površin. Obnova Kadima je del širše pobude, ki jo vodi regionalni svet Samarije in predsednik sveta Yossi Dagan skupaj z gibanjem Amanah, katere cilj je ustanoviti nove skupnosti v severni Samariji. Pričakuje se, da se bodo prve družine vselile še to poletje. Ko smo že pri dobrih novicah, imam še nekaj dobrih novic. Izraelski finančni minister Bezalel Smotrič je ta teden napovedal, da je Jeruzalem namenil 113 milijonov šeklov ali približno 37,2 milijona dolarjev za razvoj več kot 70 dediščinskih krajev po Judeji in Samariji. Zgodovinska mesta so neločljiv del zgodovine judovskega naroda, je zapisal Smotrič v objavi na omrežju X v hebrejščini. Izraelski finančni minister, ki ima tudi drugo funkcijo na obrambnem ministrstvu in nadzira civilne zadeve v Judeji in Samariji, je dejal, da vidi izjemen pomen v krepitvi judovske identitete in ohranjanju edinstvene dediščine izraelskega ljudstva.
Dodal je, da bomo še naprej ohranjali svojo dediščino in svoje korenine. Am Yisrael Chai. Sredstva so namenjena napredovanju več projektov za krepitev turizma v regiji, vključno z ohranjanjem dediščinskih krajev in njihovo dostopnostjo javnosti. Vendar pa se spomnimo, na podlagi statistike OSHA, to je skupina ZN, ki se obsesivno ukvarja z Judi na tem območju, je to, ko šolski otroci mirno obiskujejo dediščinske kraje v Judeji in Samariji, seveda označen kot nasilje naseljencev. To so 100% odlične novice, ampak prepričan sem, da bodo ZN, EU in drugi ob tem zavijali z očmi, ko bodo to slišali. Iz nekega razloga, ko Judje poskušajo zaščititi svojo zgodovino, bodisi v Judeji in Samariji ali v naši prestolnici Jeruzalemu, svet ponori. Čestitke ministru Smotriču, ker je to izpeljal. Spoštovanje in skrb za našo zgodovino sta zelo pomembna, saj judovski narod gradi svojo prihodnost v naši zgodovinski in biblijski domovini. Gremo naprej. Izraelske varnostne sile pravijo, da so ta teden preprečile načrtovani teroristični napad med operacijo v soseski Šuafat na vzhodni strani Jeruzalema. Po navedbah policije so policisti mejne policije v civilu na podlagi obveščevalnih podatkov, ki jih je zagotovila varnostna agencija Shin Bet, aretirali osumljenca, za katerega verjamejo, da je načrtoval napad. V operaciji so sodelovali policisti mejne policije v civilu, dodatne enote mejne policije in policija Jeruzalemskega okrožja, ki so vstopili v dom osumljenca, ga izsledili in ga pridržali. Policisti so prav tako preiskali stanovanje, preden so osumljenca predali Shin Betu za nadaljnjo preiskavo. Policija je objavila posnetek operacije, na katerem so prikazane sile v civilu med aretacijo. Oblasti niso razkrile dodatnih podrobnosti o domnevnem načrtu, saj preiskava še poteka. Torej, še ena noč in še en preprečen teroristični napad. Hvala pogumnim možem in ženskam izraelskih obrambnih sil, skupaj s policijo in mejno policijo, ki zagotavljajo, da lahko vsako noč varno spimo v Izraelu. Hkrati IDF sporoča, da so samo v preteklem tednu v Judeji in Samariji aretirali več kot 200 iskanih Arabcev v okviru stalnih protiterorističnih operacij. Vojska navaja, da so med pridržanimi osumljenci terorizma povezani s Hamasom, posamezniki obtoženi spodbujanja in hujskanja k terorizmu, trgovci z orožjem, nezakoniti proizvajalci orožja in osumljenec, ki naj bi načrtoval skorajšnji napad. Med operacijami so izraelske sile zasegle tudi več 10.000 šekelov sredstev, ki naj bi bila namenjena terorizmu, skupaj z orožjem in materiali, ki se uporabljajo za izdelavo eksplozivov. IDF navaja, da so vojaki zasegli več 10 predmetov, ki se uporabljajo za izdelavo orožja, vključno z airsoft orožjem, lovskimi puškami, pištolo in brezpilotnim letalnikom. Prav tako so našli in onesposobili 5 eksplozivnih naprav. Operacija sledi smrtonosnemu terorističnemu streljanju pred približno 2 tednoma v bližini Havat Gilad, kmetije Gilad v Samariji, kjer sta bila ubita 2 Izraelca, še 6 pa ranjenih. Žrtvi sta bili identificirani kot 32-letni Binjamin Melet, član varnostne ekipe za hitro posredovanje in kmetijski direktor, in Major Yuval Ezra, 27-letni poveljnik artilerije, ki je kasneje umrl zaradi poškodb. Naj bo njun spomin blagoslov. IDF sporoča, da so domove obeh teroristov, odgovornih za napad, izmerili, eden pa je bil zapečaten pred načrtovano rušitvijo. Izraelske oblasti pravijo, da so taki ukrepi del širše politike, ki je usmerjena proti domovom teroristov, odgovornih za smrtonosne napade. Prav tako, IDF je ta teden sporočila, da so aretirali terorista, povezanega s teroristično organizacijo Islamski džihad, ki je deloval z namenom spodbujanja terorističnih dejavnosti. Poleg tega so teroristi pripadali teroristični organizaciji Levji Brlog, ki so jo izraelske varnostne sile v preteklosti že razbile. Hkrati je IDF sporočila, da so uničili 10 strojev, ki so jih uporabljali za izdelavo orožja in eksplozivnih naprav na območju Kabača v Samariji. Nikoli ni dolgčas, prijatelji. Nadaljujemo. Nova pot v izraelski judejski puščavi oživlja svetopisemsko ljubezensko zgodbo in uredniki upajo, da bo postala nova destinacija za verski turizem. JNS je ta teden poročal o odprtju poti Davidovih potepanj. Nova pot, ki obiskovalce povezuje z biblično zgodbo o kralju Davidu in Abigail. Zveni kot zgodba napisana za Hollywood. Mlad bojevnik, ki beži pred mogočnim kraljem, ženska ujeta v težkem zakonu in naključno srečanje, ki spremeni tok zgodovine. Več kot 3000 let kasneje je območje, kjer naj bi se bodoči kralj David srečal z Abigail, postalo prizorišče nove pohodniške in kolesarske poti ter vse bolj priljubljena destinacija za obiskovalce in celo sodobne snobitve. Na novo odprta pot Davidovih potepanj se razteza skoraj 5 km vzdolž roba
obnova judejske puščave in povezuje izraelsko skupnost Maon južno od Hebrona z bližnjim Karmelom. Pot vključuje interaktivne razstave in svetopisemske odlomke iz knjige Samuela in psalmov, ki pripovedujejo zgodbo o Davidovem srečanju z Abigail. Po svetopisemskem poročilu, Abigail je preprečila Davidu, da bi napadel njenega moža Nabala, potem ko je Nabal zavrnil, da bi Davidu in njegovim možem poplačal za zaščito njegovih čred. Kmalu zatem je Nabal umrl in Abigail je postala Davidova žena. Projekt v vrednosti $1.600.000 sta začela izraelsko ministrstvo za turizem in regionalni svet gore Hebron. Načrti vključujejo kavarnico, ture z električnimi terenskimi vozili in prenočišča za obiskovalce. Uradniki pravijo, da je pot namenjena privabljanju tako judovskih kot krščanskih turistov, saj povezuje naravne lepote Izraela z njegovo svetopisemsko dediščino. Projekt je tudi del širših prizadevanj za vzpostavitev središča psalmov v regiji, ki izpostavlja molitve in pesmi, ki so tradicionalno povezane z Davidom v letih, ko se je skrival v judejski puščavi. Uradniki pravijo, da je cilj ohraniti svetopisemski pomen območja in hkrati ustvariti novo destinacijo za obiskovalce z vsega sveta. Ljudje, to je še en znak trajne navzočnosti v Judeji in Samariji. Prav tako je to še en projekt, ki dokazuje starodavno povezavo judovskega naroda z deželo Izrael in našim svetopisemskim osrčjem v Judeji in Samariji. To je eno najlepših območij v državi in prepričan sem, da bo to povečalo turizem na tem območju. Čestitke Eliramu Azolaju, vodji regionalnega sveta gore Hebron in vsem na regionalnem svetu za to, da so to omogočili. To je bila še ena oddaja Judea Occasion tukaj na JNS TV. Rad bi pohvalil ljudi v ozadju. Obiščite JNS TV za vso to izjemno vsebino. Podprite nas super zahvalo in se naročite. Obiščite tudi jns.org za vse najnovejše novice iz Izraela, Bližnjega vzhoda in celotnega judovskega sveta. Se vidimo spet naslednji teden tukaj na Judea Occasion, samo na JNS TV.